Gledate informativno oddajo, ki jo vodita Lorela Flego in Matej Lahovnik. Dober večer in dobrodošli v Bučkah. Referendum o izstopu Slovenije iz Evropske unije in zveze NATO bo 9. maja, ravno na dan Evrope. Tako so danes na izredni seji z veliko večino odločili poslanci. Na novico se je s svojo enigmatično poslanico takoj odzval predsednik Borut Pahor. Prisluhnimo. Bolj kot kosilo bi svetoval potrpežljivost, potrpežljivost, potrpežljivost. Če v kisli juhici in v kisli joti in tistem bonu, morda na koncu po vseh številnih obrokih, ne bomo uspeli prepričati štore, starcev, da je to brez proteinov, da ni razlogov za skrb in strah, potem je bolje končati s kosilom. Priznam, da tega nisem najbolj razumela. Hotel je povedati, da se nobena juha ne poje tako vroča, kot se skuha. Aha, gremo pred državni zbor. Tam je kolegica Latoja. Pozdravljena. Čau! Včeraj je bil 8. marec in od svojega dragega sem dobila batine. Kaj? To pismo mi je poslala ena gledalka iz Medvod. Čisto sem pretresena, res, kar slabo mi je. Latoja, pomiri se. A si mogoče kaj spremljala dogajanje v državnem zboru? Ma kako naj se pomirim? Do sedaj sem mislila, da je to samo statistika, zdaj pa vidim, da gre tukaj za konkretne žrtve testosterona. Veste kaj, tukaj imam naslov. Jaz grem v Medvode do tega kretena, da ga bo videla vsa Slovenija. Prav, javi se, ko boš tam in pazi nase. Okej, čau! A misliš, da je to pametna ideja? Ne vem, gledanost bo sigurno visoka. Nadaljujemo z oddajo. Referendum o izstopu Slovenije iz Evropske unije in zveze NATO bo 9. maja. A vtis iz parlamenta je, da nobena od političnih strank, razen Združene levice, predlagateljice referenduma, temu ni naklonjena. To se je še najbolj izkazalo pri razpravi o tem, kako naj se glasi referendumsko vprašanje. Joj, pa saj vi ste normalni, pa kam bi radi šli? V Rusijo, kam? Jaz bi tukaj postavil zelo direktno vprašanje, ali ste za to, da postanemo druga Belorusija? To je vprašanje. Jaz bi to vprašanje postavil takole, ali ste za izstop iz Evropske unije in zveze NATO in za včlanitev v zvezo držav Oceanije in Tihomorskih otokov. Združena levica bi nas rada vrnila nazaj v socializem in Jugoslavijo. To je pravi namen tega referenduma in potem bi lahko po mili volji sprejemali migrante. To so dejstva, žal. Vi ste sramota za ta državni zbor. 40.000 ljudi se je podpisalo pod referendum, vi se pa iz njih delate norca. Daj bodite fer in vsi v tem trenutku vrnite mandat, ki ga niste vredni, to je sramota, velika sramota. Ne gre za mandat, spoštovani kolega. Gre za to, da v tem zgodovinskem trenutku rečemo ne. Ne in še enkrat ne. Bolje, da crknemo v Evropi, kot pa da jutri izginemo z evropskega zemljevida in kjer si vsak Avstrijec mejo zida. Amen. Trenutne javnomnenjske raziskave kažejo, da je kljub nasprotovanju politike delež tistih, ki so proti Evropski uniji in NATO, relativno visok. Matej. Tako je. Za izstop iz obeh integracij bi na referendumu glasovalo 36% volivcev. Proti izstopu Slovenije iz EU in NATO pa bi bilo 24%. Neopredeljenih je kar 40% vprašanih.
Slovenija je tako že druga evropska država za Veliko Britanijo, ki se je odločila, da svoje nadaljne bivanje v Evropski uniji in Zvezi NATO preveri na referendumu. Ker bo slovenski referendum dober mesec in pol pred britanskim, se kreatorji evropske politike bojijo, da bi negativen rezultat našega referenduma lahko vplival tudi na britanskega. Hi, good afternoon. I've recently heard about Slovenian referendum. I was in the middle of my lunch. I lost my appetite. I don't eat well, I don't sleep well, my sex is terribly bad. And now there's Slovenia. It's going to destroy the European Union. I hope they are aware of that. It makes me sick. Slovenian people are obviously not serious. Hallo Tsipras. Hi, have you heard about Slovenia referendum? Ja, so ist es eben. Horrible. Scheiße. Motherfuckers. Ah, Where is that Frenchman? er ist spät wie immer. He's late like we are with debts. Bonjour. Er kommt gleich. Oh, Angela, Playboy, hello. Has he called me Playboy? Look, my friend, I find you very attractive and you should mind that. Am I right? Ja, ist schön. Wir Polen. Weißt du, ich wollte dich schon immer fragen, hast du eine Freundin? Slovenska politika se je znašla v velikem precepu. Na eni strani pritiski iz Evrope zaradi strahu pred domino efektom, na drugi demokratična volja državljanov Slovenije. Bi lahko Slovenija v tej situaciji izposlovala kakšne dodatne ugodnosti, tako kot britanska vlada? Poglejmo, kaj pravi premier Miro Cerar. Tukaj ne gre za igrico ene države. Uslišana je bila samo Anglija, ki je prva sprejela neko odločitev kot takšno. Seveda je bila v neki stiski, ki jo razumem. Cameron je bil predmet kritike, nikakor pa ne Slovenija, nasprotno. Mi smo tu pokazali, to nam vsi priznavajo, da smo majhne ribe, ki pridno delajo in malo jamrajo, kot nam očitajo. Ne glede na izid referenduma bomo še naprej prepričani, da je to tisto. Gost v studiu je zdaj dolgoletni zunanji minister Dimitrij Rupel. Pozdravljeni. Kakšen je vaš komentar na referendum o izstopu iz EU in NATO? Kar se tiče tega, po mojem mnenju, do tega absolutno ne bi smelo priti. Res je, da Lizbonska pogodba to omogoča, a izstop Slovenije iz Evropske unije in Zveze NATO bi za nas pomenil katastrofo. Pa mislite, da nas Evropa jemlje resno? Ja, pa še kako resno. Veste, tukaj se mi bolj postavlja vprašanje, če se mi obnašamo resno in odgovorno. Recimo, predstavljajte si, da v Sloveniji referendum uspe. In potem, da uspe še v Veliki Britaniji in, veste, sledila bo serija referendumom od Avstrije, Češke, Slovaške, Grčije, tako naprej. In to pomeni konec praktično Evropske unije. Hvala za enkrat, gospod Rupel. Prosila bi vas, da še malo ostanete. Na vrsti je naša tema tedna. Stranko SDS so v zadnjem času zapustili nekateri vidni člani, med katerimi najbolj bode v oči odhod dolgoletne in vplivne strankarske tajnice Vere Ban. Poglejmo, kako se je na izstope iz stranke odzval predsednik Janez Janša. Gospod Janša, kako komentirate najnovejši izstope iz stranke? To so vaše domneve. Spet govorite in pišete samo o vidnih članih. O tistih nevidnih pa niti stavka. Morate vedeti, da z vsakim, ki odide, pride 10 ali 20 novih, ki so še bolj krvoločni. To je čisto normalen proces revitalizacije stranke. Kaj se zadnje čase kuha v SDS-u, smo povprašali nekatere vidne poslance. Po pričakovanju so bili manj zgovorni kot običajno. Ja, že dvakrat sem bil na hladnem, tako da nam nič rekel. Iz muhe delate slona, iščete probleme tam, kjer jih ni. Naš predsednik je nekoč že lepo povedal, da sloni letijo. Bodi si po zraku, bodi si iz stranke in tako. Jaz sem enkrat od predsednika dobil kepca sladoleda, pa sem bil ful vesel. Zapomnil si bom te njegove besede. Če boš priden, boš vedno dobil kepca, če pa ne, lahko dobiš kepa okoli 6.
In prav zato, da se to več ne bi dogajalo, smo Slovenske demokratske stranke uložili spremembo statuta, s katero želimo enkrat za vedno resnično pomagati vsem tistim najbolj ranljivim poslancem, ki skrenejo z naše skupne poti in izginejo v vesolju. Gospod Rupel, kaj se dogaja v stranki SDS? Vas ti odhodi presenečajo? Ne, nikakor. Glede, jaz osebno mislim, da je v tej stranki že en lep čas nekaj hudo narobe z notranjo demokracijo. No, je pa po drugi strani je pa res, da teh izstopov ni nič več kot v katerikoli drugi stranki. Zakaj ste vi odšli? No, ne prelivate olje na ogenj. Moj odhod je že praktično zgodovina. Nisem bil več na pravi liniji, oziroma je predsednik ocenil, da sem premalo pravoveren. No, tako. Poslanec Pojbič je upozoril na spremembo strankarskega statuta, po katerem bodo pomagali ideološko najbolj ranljivim članom. Ta ideja je že stara. Gre praktično za nekakšen program prevzgoja vseh tistih, ki skrenejo z partijske linije. To so razne delavnice, kampi, kjer se pere možgani. Se boste vključili v ta program? Kdo? Jaz? Meni noben program več ne pomaga. Sem še vse videl in doživel in mene lahko prepriča samo še kakšna konkretna funkcija. Gospod Rupel, hvala za obisk. Hvala za vse. Nekdanji predsednik Milan Kučan iz dneva v dan dokazuje, da vleče vse niti iz ozadja. Naša kamera ga je ujela, ko je na eni od ljubljanskih ulic prodajal kukije. O, do Milan, ne. Okej, boš in kuki, jih je Štefka spekla. Bom, ne. Res navtižal. Super. O, lega štrukla, ne, nekam bled zgleda, ne. A si kaj kučer, kuk je probo, a? Sem ful zadane, super. Car Milan. Čak ima zdaj lepo diler, prašujem. Bi se videla. Pa kaj, di si ti ta glava tukaj, Jaz sem ne upam nič v žepah imeti, ker tu policija okoli, ne? O, ljubaj, pa kje si? Evo, zvok je diler je tukaj. Boš kot trava. Vzem, če ti rečem, evo. A ti delaš? Jaz, po poklecu. Ni problem. Mladen zvok je poždal za pol cene, vela? On je prva liga, svaka čast. Ja, ti si šefe. Sam ne tega koliko vrt. To stari. Karjejte. A vi veste, kdo delate kokije? Nije pojma. Ja, kje ste ga pa dobili? Tjebot. O, kje ste boje, Ljubljančani, ne, bo kdo kuk jedu, da je ful je dober. Sam vratam v centru. Riba je prijela. Ponavljam, riba je prijela. Robo ima v roki. Bodite previdni, ker je namazan za sami žalbami. Sprejem? Gospod župan, oprostite, da vas motim. Za vam sta dva policaja, ne se obračati. Imajo racijo zaradi droge, vi pa kar tukaj v rok držite tule. Ja, kak ga ne pa dam, ne, še čist veš je, ne. Milanov dealer mi ga je dal, ne. A ne ga vrnem? Ujejte ga. A zdaj ga pa kar požara, kaj? Čuj, ne vem. Tole me je malo spominjalo na tisto policijsko Facebook akcijo z ministrom Koprivnikarjem. Ja, sam ne razumem, zakaj bi Kučan Jankoviću nastavil past. A ni to v politiki nekaj običajnega? Kakor kdaj? Spoštovani gledalci, sledi pogovorni šov z Marcelom Štefančičem. Uživajte v zadnjem tangu. Spoštovani gospod predsednik, gospod Anškofa, bila sta dva, ki sta si nekoč hotela razdeliti Slovenijo, zdaj eden sedi na dobu, drugi je z mano v studiu, Igor Bavčar, živo. Živo. Ok, daj začnimo takole, ne? Kdaj sta se nazadnje slišala z Boškom Šrotom, ne? Bolj malo se slišal, odkar je na dobu, ne. Kaj ga nikoli ne obiščete, kaj? Ne, zelo nerad hodim v zapore. Ja, ok, to vem, ampak odkot ta strah pred zaporom, ne? Ne vem, že od nekdaj jih ne maram, ne. Ok, prav, da je odprti oddelek, ne, ki se mu reče Puščava, čist podoben kemp, ne? Ko v Savudriju sam, da pač ni morja, ne? Ne, to ni zame, nikoli nisem maral kampiranja, brez veze. Ok, dej, Šrotom, ne, sta se dejansko ukvarjala s podobnimi posli, ne, skrajno sofisticirani finančnimi malverzacijami, ne, njega so obsodili, vašo sodbo so razveljavili, ne, dej, v čem je keč, ne?
Ja, jaz sem prepričan, da bi Boško, če bi izbral malo boljšo odvetniško družbo, lahko bil nocoj tukaj z nami v studiu. Ne? Kaj se pravi, če nočeš v zapor, kliči Čeferina, kaj? Ja, tako nekako ne. Ok, z Boškom sta bila dejansko velika playerji, ne? Največji v Sloveniji. Če ne bi bilo svetovne finančne krize, ne bi se danes dejansko vam vsi klanjali, ne? Ja, kriza nas je zjevala čist, ne samo naj, da tudi ostale, ne. Ok, ampak a vas nikoli ni zamikal, da bi jih pač obiskali v puščavi, ne? Ja, enkrat sem se odpeljal na popisno kilo povorati za Boškota, vozil po Dolenki, malo sem se zamislil, pa sem zgrešil iz Bosne. Ok, dejansko ne. Mal je manjkal, pa bi bili hkrati v zaporu vi, Janša in Krkovič, ne. Praktično 3 največje zvezde osamosvojitve, ne. Ja, to marsikaj pomeni, ne. V zapor nas v glavno pošiljajo tisti, ki jih pri osamosvojitvi ni bilo niti blizu. Ok, razumem to travmo, ampak po drugi strani vam zasluge pri osamosvajanju še ne dajejo pravice, da je Slovenija vaš plen, ne. Ja, res ni veliko manjkalo od Ljubljane. Ok, Igor Bavčar, hvala, ki si bil moj gost. Ja, ni za kaj. Ok, spoštovani gledalci, mi pa se vidimo naslednji teden v istem času na istem kanalu. Živijo. Na vrsti je šport in Zmago Sagadin. Pozdravljena. Slišim, da so se na večnem derbiju med Mariborom in Olimpijo dogajale čudne stvari. Ja, Maribor je že vložil uradno pritožbo in disciplinska komisija Nogometne zveze Slovenije naj bi primer obravnavala že jutri. Mi poveste, zakaj je šlo? Tik pred tekmo je na igrišče priletela črna mačka, ki naj bi po mnenju Mariborčanov vohunila za ljubljanske demone. Organizatorji so takoj zanikali, da gre za štajersko mačko, kar pomeni, da je lahko prišla le iz prestolnice. Na ta incident se je ostro odzval športni direktor Maribora Zlatko Zahovič, ki je poudaril, da sicer ni vraževeren, a neodločen izid je dokaz, da jim je črna mačka prinesla nesrečo. No, sigurno, stari Egipčani so verjeli, da črne mačke prinašajo srečo, no mi to v Mariboru to ne verjamemo. Videl sem, kako je mačka večkrat prečkala pod našim igralcem, ni pomagalo, da so 3-krat pljunili, tako sem vsem smatram, da je to velika škoda za slovenski nogomet in upam, da bomo za zeleno mizo dobili vse 3 točke in tako mora biti. Hvala Zmago. Iz režije mi sporočajo, da je spet z nami Latoja. Kaj, a si že v Medvodah? Ja, sem ful šibala. Ja, tako zdaj sem pred domom žrtve, ki mi je pisala. Gospa seveda ni hotela pred kamero, je pa tu zato njen nasilni partner Ivan, kako že? Miro, Serpentinšek, čel. Dober večer. Čel Slovenija. Povejte, kaj se je včeraj dogajalo tukaj pri vas? Ja, nič, kaj si zgodila. Jaz sem šel z gostilne, sem dan prišel, malo sem bil pod gasom, ne. Pa sem jo pa vprašal, če kaj za jest, pa je kuka zmer začela nekaj jezakat s tem svojim strepenim jezikom, pa sem pa dal mrž, baba, pust me pa gmah, tako sem rekel, pa ni nehala vapotat, butava. Pa sem jo pa 2-krat žvažnil, kaj okoli buta, pa je bilo to. Priznate, da ste fizično napadli svojo partnerko? Ni res. Nisem jo čisto fizično, z roko sem jo, kaj? Kva, sej navajena. Morate vedeti, da moja utihne sem takrat, ko jo kresnem. Druga opcija kaj? Pač ni, ne? Sej sem že vse stal probal, pa nikoli ni nič pomagal. No, včeraj je bil 8. marec, gospod. Lahko bi ji prinesli vsaj kakšno rožo. Ja, bi lahko, sam si ne zasluž. Drugač pa jutri imamo dan mučenikov, tako da spet pestva. Latoja, mislim, da smo dovolj slišali. Najbolje, da kar pokličemo policijo. Kva zdaj, babe, kva zdaj rade, kva zdaj? Znam jaz vse policaje naokoli, tako da nobenega nov. Ker se ne iz begunci ukvarjajo, pa oni nam babe ne dlegujejo. Marš! Nima klekejska, čistih bad, ni težko napatati. No, to je bilo vse iz Medvod. Lahko noč. Čau, Latoja, in pazi nase. Ne boš nič pripomnil? Ne morem verjeti, kak
psihopat. Spoštovani gledalci, to je bilo vse za nocoj. Spremljajte nas na družabnih omrežjih in YouTubu. Če ste nas zamudili, bomo vsak hip v 4D arhivu. Vidimo se naslednjo sredo. Čau!